Z izobraževanjem in programi vseživljenjskega učenja prispevamo k ustvarjanju enakih možnosti za vse, ne glede na narodnostno, kulturno ali rasno pripadnost. Marjan Pungartnik, pesnik in prevajalec iz jezikov nekdanje Jugoslavije ter iz češčine, italijanščine in angleščine, skuša kot tajnik Zveze kulturnih društev Slovenije odpirati možnosti kulturnega izražanja različnim manjšinskim skupinam prebivalstva: Nemcem, Romom, Srbom, Hrvatom, Bošnjakom, pa tudi Angležem. Razvil je model literarne delavnice, ki slovi na obravnavi konkretnih literarnih besedil, saj meni, da je jezik ključni element ozaveščanja posameznika. Marsikomu pomaga tudi do prve objave literarnih dosežkov. Veste, Maribor ima eno mejno pozicijo, tako glede Avstrije in socialno. To je mesto, ki je dolgo časa razpadalo in je nastalo precej manjšin. Recimo, če gremo od tega, mi smo prvi poskušali inkorporirati v naš kulturni sistem kulturna društva manjšin. To nisem samo jaz, to je cela zveza kulturnih društev in predvsem na literaturi, seveda Mariborska literarna družba. Tako ob nekaterih nasprotovanjih so recimo se vključevali v program romske skupine, potem smo recimo pritegnili kulturne skupine priseljencev. Občutljivo je vprašanje nemške manjšine tukaj in je bilo tudi na nek način potrebno jim zagotoviti nek prostor, odkoder bo lahko tudi kulturno govorila, ne samo politično. Kaj lahko storimo za ljudi, ki živijo na robu recimo družbenega, družabnega življenja? V teh 25 letih, kar te delavnice peljem, se mi je zgodilo, da se mi je nabral cel kup ljudi, ki prihajajo pa odhajajo, ki so imeli psihične težave. In ti ljudje poskušamo jih čim bolj integrirati, tudi literarne večere imajo in tako naprej. In zgodi se, da dosežejo ravno zaradi tega nadpovprečne rezultate. Gospod Pungartnik ruši nekatere stereotipe, se ne opira na to, kaj mislijo drugi, da je njegovo razmišljanje in njegovo delovanje drugačno. Resnično, on ni človek besed, on je človek dejanj. Inštitucionalno življenje je zelo zaprto za tiste, ki prvič stopajo v kulturno življenje. In jaz sem se odločil, da jaz ne bom šel po tej poti. To je pravzaprav tisto, kar je moj cilj, da ne samo to, da jaz imam posluh za njih, ampak da one se srečujejo, da se tudi drugi srečujejo s tem in da ni več teh skrajnosti. Sprejemanja drugačnosti se lahko učimo tudi na zgledu iz Slovenske Bistrice. Na tamkajšnji Ljudski univerzi so ugotovili, da imajo udeleženke tečajev slovenskega jezika veliko težav pri vključevanju v javno življenje. Ustanovili so študijski krožek, v katerem so lahko dobile odgovore na najbolj pereča vprašanja. Na skupnih izletih so spoznavale matično občino in njene znamenitosti. Ustvarjale pa so se tudi prijateljske vezi in marsikatera je tako našla pot iz osamljenosti. Dosežki krožka so bili večkrat predstavljeni tudi v lokalnih medijih.
zato so zdaj priseljene osebe deležne večjega razumevanja med občani. Janžič Marta sem in prihajam iz Madžarske. Sem Irina, prihajam iz Republike Saha-Jakutije. Я съм Татьяна, tudi prihajam iz Republike Saha. Nasplošno tudi se trudno, težko pridemo do kakve informacije in da smo obiskovali kak klub pri Ljudski univerzi, to nam pomagalo. Zbrali smo predvsem nekaj njihovih najpogostejših problemov, s katerimi se srečujejo, kako dobiti službo oziroma kako se sploh prijaviti na Zavod za zaposlovanje, kakšne pravice imajo, kam se lahko zatečejo v primeru težav tukaj. Nismo se samo izobraževali, ampak smo se predvsem družili z namenom, da se tudi druge govoreči ljudje potem med seboj spoznajo. S seboj so nekatere udeleženke pripeljali tudi svoje otroke, tako da je bilo to prijetno, ne samo prijetno, ampak tudi prijazno in pa tudi nekaj smo se naučile. Spoznali smo ene osnove, ki so potrebne za to, da se približaš v nekem okolju soljudem in pa da te oni sprejmejo. Se počutite že doma v Slovenski Bistrici? Ja, seveda. Zato kot vzgajaš otrokov, živiš življenje z otroci, kateri počutijo dobesedno domače. Od nekdaj so Romi, ljudstvo z Jutrovega, živeli kot nomadi, brez domovine, čeprav so jo v svojih sanjah vedno iskali. A bolj ko so iskali, dlje so bili od svojih sanj. Razkropljeni med narodi so izgubljali stik z izvorno kulturo in jezikom. Med Romi, ki so se odločili, da delček sanj prikličejo v življenje, se posebej odlikuje Jožek Horvat Muc. Čeprav je bilo v okolju, iz katerega izhaja, spoštovano le izkušenjsko učenje, je ubral drugačno pot. Pridobil je poklic, pri tabornikih se je naučil mnogih uporabnih veščin in vodenja, bil nogometni trener in sodnik ter inštruktor karateja. Kulture prostovoljskega dela se je učil kot brigadir na delovnih akcijah, kjer je bil večkrat odlikovan. Na Dunaju je študiral romologijo in postal inštruktor za romski jezik. Učna pot pa ni bila sama sebi namen. Jožek Horvat Muc se je že od otroštva srečeval s predsodki, zato se je odločil, da bo vse svoje moči posvetil delu za boljšo samopodobo Romov in za njihov boljši položaj v družbi. Ker romskega jezika dotlej ni nihče poučeval, je odšel po znanje v tujino in postal učitelj. Kjer učnih poti ni bilo, jih je ustvaril sam. Vodi jezikovne tečaje in delavnice doma in tujini. Poučuje na Ljudski univerzi Murska Sobota, v osnovnih šolah, na pedagoški fakulteti in na fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Zunaj Slovenije pa deluje v Avstriji, na Češkem in Madžarskem.
Je kulturni animator in ustanovitelj prve romske gledališke skupine pri nas, pa tudi avtor gledaliških iger in režiser. Sooblikuje radijsko oddajo romskih 60 minut in televizijske romske razglede. Romski jezik in kulturo neguje tudi kot urednik različnih publikacij in organizator mednarodnega romskega tabora. Predseduje društvu Romani Union, ki ga je ustanovil leta 1992, skrbi za večjo kulturno samozavest in odprtost romske skupnosti navzven, s tem pa tudi za boljšo sprejetost Romov v družbi. Jožek Horvat Muc je predsednik Zveze Romov Slovenije in član parlamenta Svetovne romske organizacije. Je kreator nove samopodobe Romov, pripadnike večinskega prebivalstva pa s svojim vzgledom opominja, da med njimi živi romska skupnost, ki je obogatitev vseh nas in zato vredna, da njeno drugačnost spoštujemo in omogočamo. Krasne gre popiti po mendura maušunal, učavore andi voja lengre da al. Sapana Gandarp, trgovka, samozaposlena na področju umetnostne obrti, se je rodila v Nepalu, kjer kot ženska in pripadnica najnižje kaste ni imela nobenih možnosti za pridobitev izobrazbe. Poti so se ji odprle pri 22 letih, ko se je preselila v Slovenijo k krušnim staršem. Ja, sem prišla v Slovenijo, ker sem videla, da je ni isto kot ker sem doma. V Nepal, to je drugačne kulture in bilo je začetka zelo težko, pol pa sem se prilagodila. Sapano sem spoznala, ko je prišla na tečaj slovenščine tu. Potem se je vpisala v dokončanje obveznega šolanja, kjer je zelo hitro napredovala tudi v jeziku. Mene je presenetilo, kako hitro se je učila slovenskega jezika. Potem se je vpisala na program trgovske šole, ki ga je končala z odliko. Vedno je bila na predavanjih, vedno pripravljena, zelo vedoželjna, mislim, idealna dijakinja. Domači mi pomagajo pri učenju in dajo veliko podporo. Sapana je prav gotovo naredila velike korake, odkar je prišla k nam. Je zelo delavna in tlele sigurno je to zelo pomagalo, da je lahko naredila prve korake tudi v keramiki. Sapana je idealen primer vseživljenjskega učenja. Konec koncev je pri nas začela s tečajem slovenščine za tujce, nato z osnovno šolo, pa srednjo šolo in jo uspešno dokončala. Tako da smo na Ljudski univerzi na njo še posebej ponosni. Ta poklicna šola je, jaz mislim, da to ni konec zdaj, ker hočem še nadaljevati. Upam, da v jeseni vpisala višjo ekonomsko šolo. Ta poklicna šola je samo ena osnovna izobrazba zame, ker vedno imam občutek, da nič ne vem. Najbolj me zanima umetnost, predvsem oblikovanje keramike. Dosti sem imela teh tečajev in iz teh stvari, ki sem naredila tam, sem dala na obrtno zbornico in zdaj pa imam domačo obrt. Je pa res imela vso možnost tudi z naše strani, je imela na razpolago tudi opremo in naše znanje, ampak je predvsem tle na njej ta izjemna delavnost in izjemna vztrajnost. Si zadovoljna? Imamo lepo povedati.